Ni bolj legendarnih kot sta Fawlty Towers in Monty Python, vendar je igralec John Cleese, ki je zdaj star 86 let, še večja legenda kot le zaradi teh filmov. Zdaj se popolnoma sam poskuša spopasti z grožnjo Združenemu kraljestvu, radikalno islamsko grožnjo. In ko ga ljudje napadajo, in ga res napadajo, je njegov odziv resnično neverjeten. Vidim, da sem deležna številnih žalitev zaradi svoje podpore temu moškemu. Kdo je ta moški? Rupert Lowe, človek, ki stoji za velikimi razkritji o tolpah za spolno izkoriščanje in vodi stranko Restore Britain, ki resnično verjame v remigracijo in odpravo radikalnega islamskega prevzema in tako dalje. Kakorkoli tukaj napiše, neizobraženi me imenujejo rasistko. Nisem rasistka, sem kulturalistka. Verjamem, da so nekatere kulture boljše od drugih. Raje imam kulture, ki ne zagovarjajo kamenjanja, pedofilije, pretepanja žena, pohabljanja ženskih spolovil in obglavljanja nasprotnikov. Recite mi, staromodna. In mislim, da to res postavi ton za Johna Cleesea. Popolna legenda med moškimi. In če pomislite, da je ta 86-letni gospod prav, gre na turneho po Združenem kraljestvu, kjer bo obiskal mesta z veliko muslimansko populacijo, kot so Birmingham, Manchester, Bradford in Leeds, zaradi česar so popolnoma znoreli. Če ne veste, kdo so Five Pillars UK, so to kot islamska manipulacija na družbenih omrežjih v Združenem kraljestvu. Ne vem, kako naj jih še drugače opišem, ampak res so panični, ker jim ni všeč, da ta komik, ta legendarni komik, dejansko poskuša kaj povedati o tem. Zdaj že kar nekaj časa govori o teh stvareh. To ni nov pojav, on se že dolgo časa postavlja proti kulturnemu prevzemu Združenega kraljestva in to je sijajno. Poglejmo, kaj ima tukaj zapovedati. Poslušaj to. Vidni islamofob John Cleese bo septembra gostoval po Združenem kraljestvu in obiskal mesta z veliko muslimansko populacijo, kot so Birmingham, Manchester, Bradford in Leeds. Mislim, kakšna legenda, da to počne res. To je res legendarno dejanje. Mimogrede, dobrodošli v oddaji Pushback. Sem Erika, vaša gostiteljica. Ne pozabite se naročiti in všečkati ta video. Kmalu prihaja razburljiva novica. Upiramo se norosti, na katero smo se že navadili v osrednjih medijih. In če verjamete v to in v to poslanstvo, potem dobrodošli. Zdaj ste del skupnosti Pushbackers. Pomežik, hej fantje, prihaja v vaša mesta s svojimi predstavami. Kaj boste naredili? Mislim, da bi morali nekaj ukreniti. Hej, ne pravim ničesar, ampak morali bi nekaj narediti. Pomežik. Mislim... Spet, kot sem rekla, to je Five Pillars. Pravijo, poglejte tega islamofobnega, rasističnega moškega. Prihaja v mesta z velikimi islamskimi skupnostmi. Mislim, v redu. Kaj ne naredimo? Kaj ne naredimo vsi? Kaj ne naredimo? Morda naredimo kaj slabega. Morda gremo in naredimo nekaj radikalno islamističnega. Mislim, dejstvo, da bi to objavili, da je znani islamofob John Cleese na turneji po Združenem kraljestvu in bo obiskal mesta, kot so Birmingham, Manchester, Bradford in Leeds. On to piše, oni to pišejo. In spet ne moreš pravzaprav reči, da je to spodbujanje k nasilju, ker ni. Ampak kaj je smisel te objave, če ne to, da razburi ljudi? Mislim, verjetno gre za igro fez, ker John Cleese načrtuje obisk teh mest, da bi razburil ljudi. Toliko ti lahko povem. Mislim, samo poglej ga. Bi rad kaj povedal, John, za nas? Rečika. Ja. Pravkar sem jedel najbolj okusni kari. Prvič v življenju sem jedel jazbeca, ampak res priporočam. In se bom vrnil še po kaj, ker vem, da imate tudi pralnico. Hvala, John, najlepša hvala. V redu, mimogrede včeraj je šel v običajno restauracijo Singh Kapurja, ki ni halal, v Hammersmithu v Londonu. Ta komik je v zadnjih mesecih vse pogosteje širil islamofobne, spet po navedbah Five Pillars, skrajno desničarske narative na spletu. Ne, ni jih. Jaz tega ne bi rekla. Jaz ne bi rekla, da širi islamofobno vsebino. On je dejansko, kot je povedal v naši uvodni objavi, rekel, neizobraženi me imenujejo rasista. Jaz sem kulturalist. Verjamem, da so nekatere kulture boljše od drugih. In spet, nekaterim ljudem to ni najbolj všeč. Temu niso ravno naklonjeni. Seveda, ko rečem nekateri ljudje, veliki besni islamisti, kot so Five Pill UK in Mehdi Hasan, tega ne prenesejo. Tako ga imenujejo. Mehdi Hasan je Johna Cleesea označil za rasista, neuravnovešenega, nevedneža. In Cleese je odgovoril. Branilci islama, vključno z lažnim zmernim Mehdi Hasanom, so napadli Johna Cleesea, ki je bil britanska javna osebnost, ki je najbolj dosledno in učinkovito opozarjala na grožnjo, da muslimanski migranti prevzamejo Britanijo. A Cleese, neustrašen, še naprej odgovarja. Zdaj so Cleesea na X vprašali, zakaj muslimanski zmerneži nikoli ne obsodijo tako imenovanih skrajnežev, kar je seveda spet pripeljalo do tega, da so Cleesea označili za rasista in islamofoba. Kar je tako zanimivo pri Johnu Cleeseu in načinu, kako govori o stvareh, je to, da vedno znova izpostavlja zelo, zelo logične točke. Ne? To slišimo ves čas. Kot naprimer, ne moreš reči, da so vsi muslimani skrajneži. Seveda ne.
Ampak kje je teh 1,8 milijarde, za katere vi menite, da niso skrajneži? Zakaj ne obsojajo radikalizma? Kje je to? Kaj se dogaja? Zakaj so oni tiho? Zakaj moramo ljudje, kot smo mi, to obsoditi, oni pa tega ne obsodijo? Kaj ne? To so stvari, ki jih ljudje preprosto ne morejo sprejeti. Njihovi možgani ne morejo dojeti, da za razmišljanje o tem potrebuješ malo več niansiranosti. Včasih sem pripovedoval te rasne šale. Rekel sem, Francozi, veste, zakaj imajo Francozi toliko državljanskih vojn? Da lahko kdaj pa kdaj kakšno tudi zmagajo. Ja. Zakaj so Avstralci tako uravnoteženi? Ker imajo na vsaki rami po eno zamero. Veste, včasih sem pripovedoval te šale, potem pa sem rekel, da sta bila tam dva mehičana in cela dvorana bi. Rad bi rekel, zakaj vse se šalimo na račun Švedov, Nemcev, Francozov, Angležev, Kanadčanov in Američanov. Zakaj se ne bi smeli šaliti o mehičanih? To je zelo pomembno, ker imajo komiki sposobnost, da znajo z norčevanjem izpostaviti pomembne kulturne poante. In to ljudi nasmeji. Ljudem je lahko tudi malo neprijetno. To je bistvo komedije. In pogosto so prav komiki v ospredju kulturnih vojn, ker razumejo pomen kulturnega boja in odgovarjanja na nore ideološke argumente, ter jih znajo zelo, zelo inteligentno zadeti. In to, na kar tukaj opozarja, je zelo pomembno. Ker so tako šibki, da ne morejo poskrbeti zase. Vidiš, to je zelo, zelo pokroviteljsko. Veš, zakaj je tako? Kdo so ljudje, iz katerih se ne smeš norčevati? Muslimani. Muslimani. Muslim? Poskusi to. Ja, Ampak poskusiva. Poglej, kaj je tvoja. Časovnica na Twitterju kaže. ja, ampak to ne pomeni, da ti... To samo pomeni, Ne, da bodi si O ne, ubijen. je bih, jaz bi, ja. Ja, jaz sem to rekel, Teoretično delo se bi šale. lahko, veš. Šale, kot veš, to je religija miru. Tam je nekdo politično korekten. Tam je nekdo politično korekten. In glej, oni so... Zdaj se pretvarjajo, da se smejijo, ampak vidiš, da je bil njihov prvi instinkt, ne? Tega nisi rekel. Veš. Oh, jo. To je pravzaprav res smešno. Ampak problem je, če se šališ, te bojo slabi ljudje ubili. Kaj? Da te morda res ubijejo? Malo se zadržiš, kaj ne? Ja. Ne tako dobro, ne tako dobro. Mislim, poglejmo, kaj je John Cleese govoril v zadnjem času, ker iskreno, ko imam slab dan, včasih samo prebrskam njegov X in si opomnim, da, veš kaj, obstajajo dobri ljudje, ki se borijo za dobre stvari. Pravi protest brez groženj z nasiljem, ki kaže, da prihodnost Britanije pripada tistim, ki za nekaj stojijo. Morali bi poslušati tega moškega. Predlagam, da govoriš. Ne bi smeli imeti bam. Pam, 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 pam. Poglej to, če pregledaš njegove objave, večinoma govori o pomenu Združenega kraljestva, ni islamofobično, ni noro, ni zlobno, kaj ne? To je samo čista logika. Tukaj brani J.K. Rowling. Dvignite roko, če mislite, da je J.K. Rowling grozna transfobinja. Oprostite, ampak ne morem ignorirati vseh biologov. Pravilno. Še vedno vztraja. Obupano poskuša uporabiti pomanjkljivo in ovrženo študijo, da bi dokazal nekaj nemogočega, da moški nimajo športne prednosti pred ženskami. Lahko objavite to nedavno raziskavo. Spet javno govori o teh stvareh, dejanske stvari, ki so postale norma. Ne pozabite, ko govorimo o islamskem prevzemu. Islamska dekoracija ne pride iz nič. Pride, da zmede ljudi. Če preberete katerokoli literaturo ali, ne vem, propagando, odvisno od tega, kaj si o tem mislite, če preberete Malo rdečo knjigo ali Rusko strategijo, gre vedno za ustvarjanje kaosa in zmede med ljudmi, ker je tako veliko lažje vdreti in prevzeti oblast. Ni vam treba začeti vojne. Dobesedno lahko samo pridete noter. In tako ljudi spominja na vse pomembne stvari. Veste, spoli so spoli in biti ponosen na svojo državo je dobra stvar. Ne marati zavojevalcev je povsem v redu in nekatere kulture so boljše od drugih kultur in to je povsem v redu priznati. In obstaja toliko povsem običajnih idej, ki niso nore, niso nori, niso niti rasistični, so do neke mere preprosto dejstva. In to je tisto, kar je naša družba pozabila in to je tisto, za kar se bori John Cleese. In jaz to popolnoma podpiram, ker komiki spet imajo res veliko odgovornost, da svojo komično platformo uporabljajo pomembno in previdno, ter da vedo in razumejo, da lahko prenesejo sporočilo, ki ga večina ljudi ne more. In jaz, na primer, absolutno obožujem to legendo. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.